Ja, tako pozdravljeni vsi. Ime mi je Aleš Čerin, oče 4 otrok, starata 4 vnukov, en je na poti. Drugače pa sem bloger, no, kar se tega tiče, že dolga leta. Od leta 2007 na povabilo Danila Kozoderca ali pa Danila Kozoderc, ki ga mnogi poznate, mi je rekel, lej, blogi so, dej, jaz ga že imam, kako pa je to, in sem šel in ga naredil, no in jaz tudi takrat kar vztrajam. Čistko nekaj malega blog Preprostost na www.preprostost.si si lahko pogledate, kmalu bo torej 14 let. V tem času sem šel zdaj preštetje, nastalo 727 prispevkov. Pomeni, vsak teden, ko sem šel tedne prešteti, vsak teden en prispevek v povprečju. Blog je kar dobro obiskan, no, ali pa vsaj meni se tako zdi, vsak dan imamo v povprečju 318 obiskovalcev, če dobro napišem, pa tudi 2981, to je bil rekord, tudi kar spremljam, recimo. Tako da obisk na mesec se giblje od 6200 do 25.000, odvisno, koliko sem zadev temo, koliko kva ne. No, se pravi, jaz imam blog in zdaj, zakaj pa zdaj podcast? Zakaj bi se zdaj lotil na stara leta podcasta, če lepo pišem in mi to gre, se mi zdi, ali pa tako nekako uživam v pisanju. Nekako sam poslušam podcaste, in mi je to v redu. Napo se pelem na šiht v Krško, vozim se in na kakšna pričevanja, predavanja in lepo se v avto usedeš, si naštimaš, avti imajo zdaj lepo Bluetooth, no, saj mojega ima, jaz nisem vedel, zakaj bi to rabil, zdaj vem, lepo si naštimam podcast in poslušam, ali kakšno pridgo, ali ne vem, ene 5 podcasterjev tako intenzivno spremljam, ene 5 pa še bolj tako neintenzivno. In sem rekel, zakaj ne bi pa tudi še jaz tega imel. Po drugi strani pa, poleg tega, da rad pišem, se rad tudi pogovarjam, in rad se pogovarjam z zanimivimi ljudmi, rad vidim, da lahko kaj povem. Pa sem rekel, zakaj ne bi pa se zdaj lotil podcastanja. In se mi zdi, da ljudje radi poslušajo zgodbe. Ne vem, prav zgodbe ljudi in zgodbe se lažje govori, kot pa piše. Ne vem, nikoli blogov v bistvu ne pišem v obliki neke zgodbe. Ali pa jaz kvečemu začnem s kakšno zgodbico, ki mi potem da izhodišče za neko razmišljanje. Zdaj se mi zdi pa, da bom, ne vem, predajal nekakšne zgodbe tudi do drugih zanimivih ljudi. Tako v družini življenju, kjer sem zaposlen, razen zdaj, ko sem na bolniški, imamo koncept pričevanja. In pričevanje pa je to, kaj sem jaz doživel, kaj sem izkusil, česa sem se naučil, kako se me je Bog dotaknil v življenju. In to se veliko lažje pove, kot pa zapiše. In še tale bi rekel, nekakšna audio, neverbalna komunikacija pride zraven. Težko je v pisno besedo dodajati neka čustva, gorečnost, ne vem, tako bi rekel. Jaz imam pa to rad, jaz imam sam to rad in se mi zdi, da se človeških src bolj dotakne, če daš neka čustva. In se mi zdi, da bo to s podcastom veliko lažje kot s pisanjem. Po drugi strani pa vidim, da ljudje vedno manj berejo. Ne vem, gledam tudi, na primer, svoje sinove, se skoraj ne berejo, se samo poslušajo, gledajo. Zdaj, tako da bi rekel, in še to stvar, podcastanje se dela lahko spotoma. Meni je to noro, dobro, me žena natera štihati nivo, jaz si lepo slušalke vtaknem, naštimam en podcast, enourni, dvourni, Jordan Peterson ima 2 ure pa pol ali pa še več in lepo štihaš in poslušaš, namesto da bi bral Petersona, recimo. In ti se mi zdi, ideje kar same lezejo v glavo. In sem zato rekel, jaz bom tudi to. Zakaj pa potem ne video?
Kaj pa vem, se bom tam snemal nekaj afnov, še vizualno. Mislim, da sem jaz tudi bolj talentiran za podcast, kot je prej Matej Cepin rekel. Nekako ne maram tega snemanja. Konec koncev pa video treba tudi gledati. Za video se moraš ti usesti dol pa ga gledati. Ne moreš med štihanjem vrta pravzaprav video gledati, podcast pa lahko. No. Pa še nekaj, video zelo žre podatke, zdaj ne vem, za mene je bilo to nekaj časa zelo relevantno, zdaj je majčkeno manj, ampak še vedno se mi zdi, da mi video prehitro pokuril vse podatke, ki jih imam na telefonu. Zakaj? Jaz imam odgovor na vprašanje, zakaj podcast, če že imam blog. Rad delam intervjuje z zanimivimi gosti, to sem začel pa za revijo Družina in življenje. In intervju pravzaprav relativno hitro narediš, gosta obiščeš, se zmeniš, ga obiščeš, intervju narediš, potem imaš pa cel kup sranja, da ta intervju spraviš v pisno obliko. Mislim pa tako, ko se bom zverziral, ko bom tudi jaz malo manj dolgovezen, bom intervju veliko lažje spravil na podcast, kot pa v pisno obliko. Pač posnameš, malo izrežeš ven, malo obdelaš, kakšne ven in lepo objaviš. Tako se mi zdi, da bo to veliko hitrejše, vem, da bo to veliko hitrejše, kakor imam izkušnje za intervjuje. Podcastanje se meni zdi en tak smiselen, zanimiv pa oseben način učenja. To, kar poslušam, meni se zdi, da mi gre na zelo lahek način nekakšno znanje, izkušnje drugih pametnih ljudi v glavo. In še enkrat poudarjam, to lahko delaš spotoma. Ko grem, recimo zdaj, ko sem bolan, vsak dan grem za 1 uro v hosto, en rožen venček zmolim, pa podcast poslušam, recimo pol ure tega, pol ure unga, evo ti ne. Podcasti so zlahka dosegljivi. Vsak ima zdaj pameten telefon, lepo aplikacije, kar nekaj. Na teh med drugim jaz priporočam, ne vem, bo že kdo drug mogoče pove, jaz priporočam Podcast Addict ali pa Google Podcasti in čao. To naštimaš v avtu, na telefon, ko imaš že vgrajen Bluetooth in fleten nad vožnjo poslušaš. Ali pa ženo skupaj poslušava, recimo zdaj, če kakšne zakonske teme hočeva poslušati, lepo skupaj poslušava in potem se na koncu pogovarjava. Tako fajno. Tokle, Matej, sem jaz tole že malo prekoračil, ali kako je to zdaj z mano? Niti opazil nisem, kaj je bilo zanimivo. Ok, ampak jaz počas končujem. 5 minut se meni zdel malo, mislim, da nisem pretirano prekoračil. Tako da, jaz sem takole odgovoril na tole vprašanje, zakaj. Vsak bo imel pa verjetno svoj odgovor na vprašanje, zakaj. Zdaj še nekaj, jaz opustil bloganje, opustil pisanje. Ne bom, zato ker mi je bloganje ekstremno dragoceno in se mi zdi, da skozi pisno besedo bolj izostrim lahko misel. In je treba izostriti misel. In ko enkrat besedo zapišeš, je tam in ostane in je prbita, Tako da se mi zdi, da se za pisno besedo človek bolj potrudi in ta trud je vreden. Je pomemben tudi zame, da ene stvari v življenju razbistrim. In tako da mene blog pri tem bistrenju mojih lastnih misli, ostrenju tudi lastnih misli zelo pomaga. To se pravi, jaz v bloganju samo dodal podcast. Nekako sem se sam sabo zmenil, da bom enkrat na 14 dni lepo naredil en podcast, dolg tam nekje 45 minut. Jaz zagovarjam malo daljše podcaste, tako da človek lahko štiha, da se lahko nekam orang zapele z avto, ne da vsako minuto nekaj šaltaš po telefonu. Se moram pa podcastanje še naučiti, je to čisto druga žival kot pisanje. In je malo tako čudeno. Mi je bilo to, ko sem nekaj tako enkrat delal en podcast, posnel je bilo čudeno v prazen ekran govoriti. Jaz lahko govorim z ljudmi, težko mi je pa prazen ekran po en mikrofon pred sabo. Zdi se mi, da moram ful zbirati besede.
pa mislim, da jih ni toliko tudi treba. Tako da začel bom jaz bolj kot ne z intervjuji, s pogovori, pa se bom pa še sam lotil. No, tako.